Prenovljena, povečana in posodobljena šola. Na Kostanjevo nedeljo po poti Suhih Hrušk. Predlagaj, glasuj, spremljaj in sodeluj. Najprej parcela, potem še gasilski dom. V 100 letih dvakrat vaja, enkrat požar. Likovna razstava petih, Dumija Petaki. Dober ulov v Aljaževi rojstni hiši. Amaterski kolesar s prestižnimi titulami. Lepo pozdravljeni. Za 141 učencev in njihovih staršev ter 83 zaposlenih na osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki je bil torek 15. oktobra prav poseben dan. S prisrčno prireditvijo so namreč pospremili slovesno odprtje prenovljene, povečane in posodobljene in, kot je dejala ravnateljica Marjeta Šmid, končno ravno prav velike šole. Doslej so namreč morali zaradi prostorske stiske gostovati na različnih lokacijah po mestu. In zakaj je to pomemben dan tudi za našo občino? Občina Medvode je namreč soustanoviteljica in posledično tudi soinvestitorica naložb v to šolo, ki skrbi tudi za učence s posebnimi potrebami iz naše občine. V letošnjem šolskem letu jih je 27. Da je bila za uspešno rešitev dolgoletne prostorske stiske v osnovni šoli Jela Janežiča odločilen tudi vstop občine Medvode v soustanoviteljstvo leta 2021, sta v svojem nagovoru izpostavila tako ravnateljica osnovne šole za učence s posebnimi potrebami Marjeta Šmid, kot tudi Tine Radinja, župan občine Škofja Loka, ki je skupno naložbo 5 občin in ministrstva tudi vodila. Dodaja še, da zadovoljni obrazi na res prisrčni prireditvi pričajo o tem, da je bilo vredno truda kljub zapletom. Jaz sem zelo vesel, da smo v ta projekt vstopile 5 občin kot enakovredne partnerice, se dogovorili, da je to naš cilj, potem pa na kljub stečaju gradbinca vseeno zaključili in dokončali tale velik projekt. Tak slovesen trenutek je bil sicer načrtovan že lansko leto, vendar je bil izbrani izvajalec tipo investicijske gradnje iz Ljubljane z gradbenimi deli najprej v rahli zamudi, potem pa je žal objavil še stečaj, zato je dela zaključil nov gradbinec. Dogovarjeno je bilo veliko, na koncu je projekt stal slabe 3 milijone evrov, nekaj manj kot 3 milijone, od tega 700 tisoč evrov sofinanciranja ministrstva, ostalo pa smo občine ustanoviteljice morale pokriti same. Projekt se je vmes spreminjal, ne samo dražil, tudi dopolnjeval, seveda pa je tudi čakanje in roki po stečaju gradbinca prenesli svoje dodatne stroške, tako da na koncu približno 15% več, kot smo na začetku investicije pričakovali, pa mislim, da bi se še enkrat podali po isti poti. Svoj nagovor je škofjeloški župan opravil v družbi predstavnikov še preostalih 4 soustanoviteljic šole. Zgodba osnovne šole Jela Janežiča bi v resnici lahko rekli do zadnjih letih je ena zgodba solidarnosti, zgodba povezovanja in razumevanja. Mogoče z našega vidika v prvi vrsti sodelovanja in solidarnosti med občinami. Osnovna šola Jela Janežiča je bila večkrat tema na sejah občinskega sveta občine Medvode, preden so se jeseni leta 2020 občinski svetniki vendarle odločili, da se občina Medvode pridruži 4 soustanoviteljicam te šole in prevzame tudi vse obveznosti, ki iz tega izhajajo. Dilema občinskih svetnikov je namreč bila, ali naj občina raje ohrani dotedanji status plačnika rednih, tako imenovanih obratovalnih stroškov šole, glede na število medvoških otrok vključenih v šolo, ali da vstopi v soustanoviteljstvo in se aktivno vključi še v reševanje prostorske stiske, ki je bila iz leta v leto večja, tudi zaradi večjega števila medvoških učencev. Med tistimi, ki se je vidneje zavzemala za to drugo odločitev, je bila tudi občinska svetnica Marjeta Jamnik. Jaz sem zelo ponosna, sploh pa danes, da sem tukaj, ker mi je srce ves čas igralo, ko sem gledala te otroke, ki jih je iz Medvod kar 27 zraven priključenih. In moram reči, da takrat, ko smo se odločali na občini ali bi ali ne bi, pravzaprav svetniki niso bili najbolj navdušeni, ker je bilo treba pač finančno prispevati. Ampak jaz sem bila potem dvakrat pri gospe ravnateljici, sva se veliko pogovarjali, videla sem celo šolo, videla sem ta utrip, pa tudi tako poznam to delo in mi je zaigralo in sem rekla, to se bom pa potrudila na občini, da se bo stvar razvila. In moram reči, ko sem malo razložila vse te stvari, kako je bilo težko na 4 koncih s temi otroci delati,
mi je uspelo, ne bom rekla prepričati, ampak nekako jim podati, kako smo lahko zadovoljni, da lahko hodimo, oziroma naši otroci hodijo iz Medvod v to šolo, in moram reči, da je bil odziv 100%. Zagotovo so se prav odločili. Jaz mislim, da je to res ena lepa pridobitev tudi za medvoške otroke, ker so v neposredni bližini, in za starše, ker potem je dostopnost res zelo blizu, in mislim, da je to ena taka kvaliteta, ki jo lahko omogočimo tem otrokom. Zdaj, ali je to prav ali ne, je na načelni ravni zanimivo vprašanje, ker še vedno stojim na stališču, da bi tovrstnih šol morala biti ustanovitelj država, ne pa lokalne skupnosti. Vsaj dokler država ne bo uredila sistema, kako se določa, katera šola je pristojna, če ima krajevno pristojnost, trenutno je nimajo. Ampak kakorkoli obračamo, že nekaj časa je občina Medvode po številu otrok, ki obiskujejo osnovno šolo Ila Janežiča, na drugem mestu. Zato je bilo prav, da smo stopili v soustanoviteljstvo. Že takrat pa smo vedeli, da temu soustanoviteljstvu sledi tudi, se pravi, poleg neke pravice so tudi dolžnosti, ta je pa bila v obliki sofinanciranja. Po vseh zapletih, podražitvah in tudi vseh spremembah in nadgradnjah projekta je delež občine Medvode, torej skoraj €500 000 lastnih sredstev. Za primerjavo, država je za šolo prispevala dobrih 760 000 €. Na odprtju je v imenu ministrstva spregovoril direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc. Ko se bomo naučili meriti stopnjo razvitosti družbe ne samo skozi družbeni bruto produkt, ampak morda tudi skozi merila, po katerih bomo merili, kako smo sposobni in odzivni na različne potrebe ljudi, kako znamo vsem ljudem, ki imajo kakšno omejitev, omogočiti prostor, da se lahko izrazijo, da lahko živijo, takrat bomo lahko spet rekli, smo zrasli za eno stopnjo višje. V svojem nagovoru je ravnateljica osnovne šole Ila Janežiča dejala, da je to dan slovesnega odprtja prenovljene, povečane in posodobljene, tako rekoč nove šole in končno ravno prav velike šole, ki se trudi slediti poslanstvu. Na prisrčni prireditvi večkrat citiranega patra Karla Gržana. Šola ne sme biti tovarna enakih izdelkov, temveč vrt, kjer vsaka rastlina raste v svoji unikatnosti in lepoti. Učitelji pa naj ne bodo nadzorniki, temveč vrtnarji, ki skrbno gojijo edinstvenost vsakega otroka. Dejstvo je, da je otrok s posebnimi potrebami iz leta v leto več. Zakaj? Delno morda tudi zato, ker se redne osnovne šole otepajo učencev s posebnimi potrebami in so stališča do inkluzivnosti različna. Dejstvo je, da je 10 let nazaj v šolskem letu 2011-2015 šolo Ila Janežiča obiskovalo 89 učencev, 5 let kasneje že 130, v letošnjem letu pa jih je že 141, še 5 pa jih pričakujejo, kar je največ v skoraj 80-letni zgodovini te šole. To je generacija, ki je bila zadnje par let navajena, da smo gostovali, večina njih na različnih lokacijah, tukaj v Škofji Loki, in verjemite, res smo se trudili, tako naši gostitelji, kot tudi zaposleni, da naši učenci tega ne bi čutili. V času obnove in gradnje so bili namreč raztreseni kar po 6 lokacijah po mestu. Z nadzidavo objekta za eno etažo so pridobili za 770 kvadratnih metrov novih neto tlorisnih površin. Nov ohod, nove garderobe, potem ploščad za gibalno ovirane. Imamo na primer tudi neposredni prehod v atri. Imamo nove specializirane učilnice, najprej za glasbeno umetnost, kar do sedaj nismo imeli. Imamo pa tudi več učilnic za praktično delo, za posebni program. Potem nadalje knjižnico, dvigalo, večnamenski prostor. Tudi učitelje ne smemo pozabiti. Dobili so končno zbornico. V zadnjih 10 letih se je tudi število zaposlenih iz 44
42 povečalo na trenutno 83. Zaposleni na šoli so kapital za otroke. Ti otroci, sedaj strokovnimi delavci, ki imajo res raznolika znanja, da jih lahko podprejo v njihovem razvoju, v tem, da pridobijo čim več ne samo znanj, ampak tudi preprosto življenjskih veščin. Kajti naš moto je celostni razvoj otroka. Otrok ni samo ocena. Moramo se zavedati, ko pride otrok v šolo, sploh naš otrok, se mora počutiti dobro, varnega, sprejetega in to so najboljši pogoji za učenje. Zadaj pa so starši. Tako da je tudi sodelovanje starši zelo pomembno. Šola, poleg tega, da pomaga pri izvajanju prilagojenega programa z dodatno strokovno pomočjo v rednih šolah, izvaja 3 programe. Osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja in program za usposabljanje za življenje in delo. Njihovi učenci so stari od 6 do 26 let. Znotraj tega programa so otroci, ki so nekateri zelo samostojni in ki imajo zelo različne, lahko tudi neharmonične zmožnosti, zato vedno delamo v večjih smerih. Najprej seveda podpiramo tiste pozitivne, tisto, kar so njihova močna področja, istočasno pa res moramo zelo z veliko skrbnostjo vedeti, kje pa tam, kjer je pa treba otroka podpreti. Tako kot v šolstvu nasploh se tudi na osnovni šoli Jela Janežiča ukvarjajo z umanjkanjem strokovnega kadra. Kajti študij ni enostaven, seveda je tudi poseben za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, je tudi dvostopenjski. Se pravi, je pri tem potrebno pridobiti magisterij. Učitelji, ki so predmetni učitelji, imajo druge profesure, pa morajo seveda pridobiti tudi do kvalifikacije, recimo defektološko, specialno, pedagoško, katerokoli. In seveda tukaj teh strokovnih kadrov v Sloveniji zelo manjka. Zato naša šola zelo intenzivno dela na tem, da izobražuje kadre, tako sami starejši strokovni delavci poučujejo mlajše, učijo, so njihovi mentori na eni strani, po drugi strani pa seveda se udeležujejo vseh dodatnih usposabljanj, ki so na razpolago. Je pa še tretja stvar. Tretja stvar pa je tisto, čemur pravimo poslanstvo. In je resnično tako, da včasih vsa izobrazba ne koristi, če ne čutiš z otroki. Vedno, ko se ena investicija izpelje, pa običajno že tli nova želja. Vam je mogoče že kaj prišepnila ravnateljica, kaj bi mogoče potrebovali v prihodnje tukaj v tej šoli? To mi ni prišepnila, slišam zdaj v predstavitvi še, ne vem, računalniška učilnica, pa najbrž še kaj opreme. To nikoli ni tega zadost, koliko doma v hiši je tudi vedno nekaj manjka. Se mi pa zdi zelo spodbudno, da tako razmišljajo vodje šole. Tokrat izdelujejo ekološke lesene sveče, ki imajo poseben pomen, saj so del posebne akcije Manj sveč za manj grobov. Ves izkupiček od prodaje bodo namenili novemu cilju, opremi multisenzorične sobe, ki bo pripomogla k še bolj celostni obravnavi učenca. Prodajali jih bodo pred 1. novembrom po večjih pokopališčih na območju 5 občin, tudi medvoških. Po tednu s precej nestabilnim vremenom je bil pretekli vikend končno malce bolj prijazen in celo nekaj sonca smo dočakali, kar je zlasti razveselilo organizatorje tradicionalne Kostanjeve nedelje na Katarini, turističnega društva Polhograjski Dolomiti. Letošnja Kostanjeva nedelja je bila prav posebna, saj so se pridružili praznovanju 30-letnice občine Medvode z organizacijo 4., torej zadnjega v sklopu 4 pohodov v čast praznovanja obletnice občine v sodelovanju s planinskim društvom Medvode. Medtem ko se je na Kostanjevi nedelji pekel kostan in v loncih kuhala gobova juha in ričet, smo pohodniki šli na krožno pot po poteh suhih hrušk do Belega in preko Robeža nazaj pred osnovno šolo na Topolu.
Letošnja jesen je bila precej deževna, a na srečo tudi bogata s plodovi narave, tako s kostanjem kot z gobami, in ob lepi vremenski napovedi se je obetal dober obisk na igrišču pred šolo na Topolu. Kostanjeva nedelja pa je bila letos še nekoliko drugačna. Vsak let je nekaj novega. Letos je to, da je hkrati s Kostanjevo nedeljo tudi pohod. Smo veseli, da tukaj v sodelovanju z občino in njihovo 30-letnico lahko organiziramo ta pohod. Me pa zelo veseli, da smo zdaj začeli sodelovati tudi s Planinskim društvom Medvode. Oni bojo ta pohod strokovno odvodili po poti Suhih Hrušk, ki je ena posebnost teh Polhograjskih Dolomitov. Vsi pa želimo, da vse te poti, ki obstajajo, pot Divjega Petelina, pot Suhih Hrušk, da jih v prihodnjih letih tudi uredimo, da bojo še bolj zanimive za vse obiskovalce. Kljub temu, da sonca ni bilo veliko, so organizatorji upali na velik obisk njihovega priljubljenega dogodka, saj je jesenski čas tisti, ki na priljubljeno Katarino privabi številne ljubitelje lepe narave. Na Kostanjevo nedeljo torej zadiši po pečenem kostanju, ki ga je letos veliko in tudi zelo je dober, so komentirali obiskovalci. Tam cirka 80 kg. To ga je pa nabiral? Nabirajo ga pa starejši, šolska mladina, jaz ga nisem. Tako da, ja, kar kdor je imel čas, so šli v gozd pa so nabarali. Kdo ga je pa potem pripravil, kosta ne damo samo gor? Pripravili, ja, to smo ga pa v petek rezali, je bilo nas 8, za 2 ure smo ga rezali. Kako pa ocenjujete kvaliteto kostanja letos? Ja, moram reči, da je kar v redu. Je boljš kot lansko leto, tudi več ga je kot lansko leto, pa tudi debelejši, nekaj je kar lepega. Tako da, ja. To je posledica kaj lepega poletja, ker zdaj v jeseni vreme ni najboljše. Kaj pa vem, kaj je bilo. V glavnem tudi prej sploh dol ni padel, ker zdaj v zadnjem tednu smo že malo mislili, da ga sploh ne bo. Pa se je pa kar na lepem dol usul in mogoče pomladanski deževje, da je dobro začel delati, a ne? Obstaja rek, da mora biti slana, da pade kostan na tla, a ta se je letos izkazal za prazno vražo, saj je kostan padel z drevja brez njene pomoči, je še dodal Metod Košir, ki rad pomaga pri peki. Sosedna miza pa je privabila zlasti otroke. Za otroke mora biti posebna ponudba, se pravi kostan, pečen kot vedno, potem pa seveda palačinke, to je pa že vsako leto, s čokolado. Koliko ljudi pričakujete, da boste danes tukaj pogostili, ne samo s palačinkami, tudi z vsem ostalim? Ja, imamo tudi še ričet, pa gobovo juho, tako da je za vsakega nekaj. Ja, jaz upam, da čim več. Vreme nam ne gre najbolj na roko, smo upali, da bo sonce. No, vsaj dež ne pada, tako kot do zadnje dneve, ampak mislim, da ta prave pohodnike in obiskovalce Polhograjcev to ne motno. Pač pridejo na svež zrak, na dobro kmečko ponudbo domačo. Pa se malo podružimo. Ja, jaz upam, da jih bo čim več, no, bomo videli. Tradicionalno pa se da na Kostanjevi nedelji dobiti tudi kaj za na žlico. Vsako leto preverjam, kaj se kuha v loncih, letos vidim koliko, 2? 2, ričet, z mesom pa gobova juha. Kdo je bil glavni kuhar? Se ga gleda. Kdo je pa gobe nabiral? To so pa vaščanke v glavne tle okol, vsak nekaj prinesel, tako pa smo dali sestavili skupaj. Letos letina gob dobra? Odlična. Torej so notri najboljši jurčki. Tako je, tle najboljši rastejo. S čim vse ste potem še začinili te vaše jedi, da bodo obiskovalci zadovoljni? Veliko zelenjave, to je to. In koliko je tega v loncih, koliko ljudi lahko nasitite? Tukaj ta 2 velika kotla, 150 ljudi. Pripravljanje pa še zaenkrat. Treba. Topla malica na Kostanjevi nedelji je pričakala tudi pohodnike, ki so se malce po 12. uri odpravili na voden pohod do domačije Prlenart na Belem, kjer jih je sprejela Mojca Sfiligoj in predstavila zgodovino kraja Belo in njihove domačije ter pokazala razstavni del umetniškega projekta Hiša na hribu. Z Belega so se pohodniki odpravili po gozdni poti proti kmetiji v Robežu in nato nazaj na Katarino. Pohod po poti Suhih Hrušk je bil letos del 4 pohodov ob 30. obletnici občine Medvode, na katerih so pohodniki pridno zbirali žige. Zbirate kartončke, koliko imate že žigov? 3, zdaj bo 4, ne? Na tem kartončku, ne?
Drugač pa od Jakoba do Jakoba, ti si pa poglavje zase, a ne? A ni? Ja, tako. No. Tako, kako to, da ste se odločili, da greste na vse 4, vam je to nek izziv? Ja, začel sem, pa kartonček sem dobil, najbolj mi je všeč, pa še ta zraven uskaručena pa tist, ne? No, tam sem štartal, ne? Pa sem pa nadaljeval, ne? Poznate kaj te konce tukaj? Ja, seveda poznam. Greste pogosto, kaj pa recimo pot do Belega, ste že šli kdaj peš s Katarine? Do? Na Belo, kamor gremo danes? Ne, to pa nisem šel, sploh ne vem, kje je. Super. Jakoba drgnem, pa od tukaj Toško čelo recimo. Odlično, torej bo danes nova izkušnja v prijetni družbi, a ne? Vesel sem, ja. In kako to, da ste se odločili, da se danes pridružite pohodnikom po poti? Vreme, ker je voden pohod in ker je ta kombi do tukaj, da ti ni treba iti svojim ali pa da ne greš iz Medvod peš, a ne, kar je kar mal delač. Ste se pripeljali torej z avtobusom? S tem kombijem. Odlično. In kaj pričakujete danes od tega pohoda? Tako druženje, malo gre tudi za skrb za kondicijo in to je to. Katarina je izhodišče za kar nekaj priljubljenih pohodniških poti, a imajo težavo s pomanjkanjem parkirnih prostorov. Ena od rešitev je sicer brezplačni avtobusni prevoz, ki se ga je tokrat poslužilo kar nekaj udeležencev pohoda, a vendarle večino časa avtobus oziroma kombi na Katarino z Medvod vozi skorajda prazen. Zato zaenkrat težava s preveč avtomobili ostaja. To bo s skupnimi močmi, skupaj s krajevno skupnostjo in turističnim društvom, bomo probali na tej smeri pritisniti in urediti stvari, ker žal to ne pelje nikamor. Imamo zdaj avtobus je relativno slabo izkoriščen, ne? Danes je bil sicer poln že večkrat, ampak za ostale vikende je pa slabo, ne? In bo treba v tej smeri še marsikaj postoriti, da se bodo ljudje tukaj prepeljali s tem prometom, ki je odlično organiziran. Samo vsi vemo, da Slovenci smo zelo taki, da imamo radi udobje svojega avta, ne? In zdaj, če ne bo šlo drugače, bo pa tukaj treba mogoče kakšne represivne metode uporabiti v prihodnje. Še prej pa mogoče nekoliko več promocijskih aktivnosti, da bo informacija o brezplačnem prevozu prišla do vseh, ki te možnosti še ne poznajo. Glede na to, da imamo sedaj super tudi prevoz do sem gor, boste prišli večkrat? Ja, to sem pa zdaj zvedel, jaz tega sploh vedel nisem. Ne. Jaz sem z avtom vedno hodil in danes sem tudi z avtom. Ne. Bi se poslužili takšnega prevoza iz Medvod z avtobusom? Bi, ker če dalje več prakticiram tole, ne. Zdaj, ker sem jaz v penziji, prevoz imamo zastonj in tudi več hodim okoli, ne. Tak, to je super, to je en plus za nas, ne. Da pa bo okoliš, za katerega skrbi turistično društvo Polhograjski Dolomiti, še bolj prijazen, pridno skrbijo marljivi člani, ki so se lotili kar nekaj projektov za dobrobit kraja. Mi smo v letošnjem letu oziroma v lanskem letu dobili tale participativni proračun za celostno ureditev Polhograjskih Dolomitov, a ne. Tako da zdaj smo globoko v delu tega, da vse uredimo, da postavimo klopi, postavimo usmerjevalne table, zasadimo sadno drevje, tako da zdaj v jeseni na polno delamo. Tudi uredili bomo en vodnjak, uredili bomo ta trikotnik pri vstopu v vas do konca, tako da imamo zelo, zelo pestro. Seveda pa vse to ne bi bilo izvedljivo, če ne bi v turističnem društvu, ki se aktivno povezuje tudi z drugimi društvi, sodelovalo veliko število prostovoljcev. Število članov narašča, smo veseli. Smo, bi si upam trditi, najmlajše društvo turistično trenutno v občini, imamo izredno veliko mladih. Smo pa tudi pritegnili take ljudi v društvo, ki prej niso bili nikoli člani in sem vesel, da se dogaja, da se dela neke družabne dogodke, ne samo za turiste, ampak tudi za domačine. Ker domačini smo tisti, če se bomo imeli mi tukaj lepo, v zvezi s turizmom se bomo imeli tudi turisti. Tako da naš cilj je ta, da naredimo našo izletniško, zelo popularno Polhograjsko hribovje dobro tako za domačine kot za turiste. Se pravi tudi takrat, ko je največja gužva tukaj gor, da smo tudi domačini takrat, imamo kaj od življenja, tako bom rekel. Smo v tistem obdobju, ko je turistov veliko, imate prekrasno okolico, gobe rastejo, kostanje. Kakšnih turistov si želite? Mi si predvsem želimo turistov, ki spoštujejo to okolje. Meni je vseeno, kdo pride, samo da je pač, mi vsi vemo, ko gremo nekam v mesto, da tudi ne moramo delati, kar nam paše. In tukaj gor v Polhograjskem hribovju si želimo turistov, ki spoštujejo
lastnino drugih, ki spoštujejo pravila in se tega tudi držijo, pa spoštujejo delo domačinov, tako bom rekel. In seveda se bo moral turizem razvijati tudi v takšni smeri, da si bodo domačini želeli velikega obiska, torej da bodo od turizma tudi nekaj imeli. Mi moramo turizem razviti v smeri, da bomo tudi domačini nekaj od tega imeli. Zdaj pa ne glede na to, kako, vsak se bo po svoje znajdel. Nekateri so že začeli z nastanitvami, nekateri imajo svoje gostilne, nekateri imamo pa brkane samo smeti, ki jih moramo na koncu vikenda pobirati. Tako da bo treba v tej smeri še marsikaj narediti. Ampak zdaj smo v prvi fazi, da uredimo vse sprehajalne poti, da damo table, da ljudi usmerimo. Potem bomo pa začeli razmišljati, kako bi tudi nekaj denarja od turizma prišlo nazaj v naš kraj. Priložnosti je, glede na čedalje več potreb po domačih lokalnih izdelkih in doživetih v pristnem podeželskem okolju, kar nekaj, le poiskati jih je treba. To dobro vedo tudi tisti, ki redno sodelujejo na Kostanjevi nedelji s svojimi izdelki in ponudbo, pa čeprav mora biti obisk ni takšen, da bi od tega kovali silne dobičke. Dobro ime se daleč sliši in zagotovo so zdrave ambicije, izvirne ideje, volja za delo in skupnostna naravnanost recept za uspeh v prihodnosti. Počasi se približujemo sklepni fazi drugega cikla dvoletnega participativnega proračuna, ki v naši občini nosi naslov Sodeluj in glasuj. In kaj participativni proračun sploh je? To pomeni, da o delu občinskega proračuna v konkretnem primeru je bilo na razpolago 400 000 evrov, neposredno odločamo občani sami. V drugem ciklu smo izglasovali 32 projektov v skupni vrednosti dobrih 350 000 evrov. Za izvajanje teh projektov je sicer odgovorna občina Medvode, mi pa lahko vse skupaj samo spremljamo na spletni strani Sodeluj in glasuj ali pa sodelujemo, če smo med predlagatelji izbranih projektov. V konkretnem primeru smo obiskali medvoške tabornike, ki so svoj projekt izpeljali več ali manj sami, od začetka do konca. V prvem ciklu participativnega proračuna za leto 2021 in 2022 so bili izvedeni vsi projekti razen dveh. Kako pa kaže v drugem ciklu za leto 2023 in 2024? Do začetka oktobra je bilo realiziranih 20 projektov od vse skupaj 32 izglasovanih. Od neizvedenih pa je približno 9 v izvajanju. Za 3 pa še pripravljamo vse potrebno, da lahko začnemo z deli. Največji že izvedeni projekt v vrednosti 25 000 evrov je obnova mažnarije s kaščo ob cerkvi Svete Marjete v Žlebeh, kjer so predlagatelji samostojno vodili projekt. Največji projekt v izvajanju v enaki vrednosti, torej najvišji možni, pa bo projekt učilnice na prostem v Sori. Ko boste potegnili črto, boste rekli, vseh 32 bo izvedenih. Ali se pri komu mogoče kažejo kakšne slabosti? Ne, zaenkrat kaže, da je vseh 32 projektov realno izvedljivih. Mogoče bi pri kakšnem od teh prišlo do časovnega zamika, ampak tudi v prejšnjem ciklu smo 2 ali 3 projekte izvedli potem nekaj mesecev kasneje. Glavno je, da so na koncu vsi projekti izvedeni. Nekaj statistike. V prvem participativnem proračunu za leti 2021 in 2022 smo občani predlagali kar 160 projektov za izboljšanje kvalitete življenja v naši občini. V drugem ciklu za leti 2023 in 2024 pa 119. Posebna komisija je v prvem ciklu 74 projektov ocenila za primerne, saj so ustrezali kriterijem participativnega proračuna, v drugem 59. Občani, starejši od 15 let, pa smo tako v prvem kot v drugem ciklu izglasovali 32 projektov, ki jih je bilo oziroma jih bo možno izvesti, glede na finančna sredstva, ki so pripadla posameznemu območju. Občina je v ta namen namreč razdeljena na 11 območij, vrednost projektov pa od 3 do največ 25 000 evrov. Ja, pričakovano je bilo, da v drugem ciklu participativnega proračuna prejmemo manj predlogov kot v prvem ciklu in to se je tudi na koncu zgodilo. Vseeno pa so predlogi dokaj inovativni, rešujejo različne problematike in tudi predlagatelji pri izvajanju sodelujejo. Imamo v tem drugem ciklu kar nekaj projektov, kjer so
predlagatelji oziroma sodelujejo pri izvajanju različna društva, nekje posamezniki. Velik del oziroma večina projektov pa je takšnih, kjer sodelovanje predlagatelja niti ni potrebno, ker je projekt dokaj enostaven. Po izkušnjah prvega cikla so tudi v drugem vseh 32 projektov takoj po glasovanju razdelili na tiste, ki naj bi jih realizirali že lansko leto in tiste, ki naj bi jih realizirali letos. Občinski svet pa jih je nato vključil v dvoletni proračun. Izvedli smo najprej tiste, ki so bili lažje izvedljivi. Predvsem gre za projekte, kjer le izvedemo javno naročilo oziroma naročimo izvajalcu izvedbo. V drugem letu, torej v tem zadnjem letu drugega cikla, pa izvajamo projekte, kjer je več sodelovanja predlagateljev, več dogovarjanja, več nejasnosti v samem začetku. V občinski upravi so za vse projekte določili vodje, ki skrbijo, da so vsi postopki izpeljani v skladu z zakonodajo. Predvsem je na zaposlenih skrb, da se pravilno izvedejo javno naročanje, da se izberejo pravilni materiali z ustreznimi certifikati. V primerih, kjer pa sodelujejo društva, smo pa veseli tudi prostovoljcev, ki z finančnega vidika prevzamejo veliko breme, ki bi sicer zelo podražilo projekt. Eden takih z veliko vloženega truda predlagatelja je tudi projekt, ki so se ga lotili taborniki rodu dveh rek Medvode. Pot je malo bolj trnjava, kakor iz prve si lahko predstavljaš. Na začetku, kakor ste rekli, treba imeti idejo, ki mora biti dovolj korektna, da gre čez občinsko sito. Potem pa je tukaj so največji odločevalci seveda občani oziroma krajani krajevne skupnosti. Potem pa se v bistvu delo šele začne. V našem primeru smo večino dela prevzeli nase in v bistvu sami vodili projekt. S tem smo tudi zagotovili, da smo videli, koliko imamo še sredstev, ki jih lahko porabimo za izvedbo, za lažjo organizacijo. Tako da v bistvu od zbiranja ponud pa potem do organizacije prostovoljcev. Ampak glih zaradi tega, ker smo se sami lotili, pa ker smo v bistvu potem sami vse delali, od betoniranja temeljev, sekance smo delali, robnike smo polagali, tukaj visoke grede. Zasadili so nam drevesa vrtnarji, ampak še zmeraj je potrebno nekaj časa za samo organizacijo. Če povzamemo, posadili so 5 sadnih dreves, uredili 2 visoki gredi, postavili klopce in klopi, izravnali teren in uredili okolico s 3 kamioni zemlje in še kakšna malenkost bi se našla. Vse to za 6.000 evrov. Zagotovo je primer društva tabornikov primer dobre prakse. Imamo še nekaj takšnih projektov, ki se izvajajo v sodelovanju s turističnim društvom Hraše pa turističnim društvom Polhograjski Dolomiti. To so predvsem projekti oziroma vlaganja v objekte, ki so manjši, v lasti občine, pa vendar doslej niso nikoli prišli na vrsto v takšni meri, da bi bili obnovljeni recimo, ali pa da bi bila vsa infrastruktura zagotovljena v taki meri, kot si društva želijo. Taborniki pa imajo že idejo za morebitni 3. cikel participativnega proračuna. Ideje imamo, želimo si tu urediti še okolico Bajerja, mogoče narediti kakšen most, pomol, zato da bo lahko malo bolj prijetno ob njem posest, se sprehoditi, predvsem pa narediti most in pa učilnico v naravi, ki bi jo lahko uporabljala tudi pa bližnja osnovna šola Preska ali pa kdorkoli drug. Tudi kakšna druga osnovna šola, če pridejo sem naprimer na naravoslovni dan ali pa na tehnični dan. Potem pa je še ideja, ki je malo bolj, ki je težja, predvsem zaradi pridobivanja vseh lastnikov in podpisov za prijavo na participativni proračun, to je pa učna pot v naravi. Prizna, da imajo kot društvo večjo možnost, da je predlagani projekt tudi izglasovan, če je ta seveda širše prepoznan. Če se na participativni projekt prijavijo društva, je mogoče to lažje, ker imajo sami malo večjo bazo, na kateri lahko glasujejo, in pa mislim, da je lokalnim prebivalcem oziroma krajanom tudi jasno, da bo to njim v pomoč in v dobrobit vseh na koncu pa družbe.
Več o morebitnem tretjem ciklu participativnega proračuna se trenutno še ne da povedati. Pred dobrim mesecem so potekali prvi pogovori s predstavniki vaških in krajevnih skupnosti, potem pa sledi še odločitev občinskega sveta, ali se gre v tretji cikl in na kakšen način bo ta izveden. V obeh izvedenih ciklih smo izluščili nekaj projektov, ki so zelo klasični oziroma za katere prejmemo veliko predlogov. To so na primer projekti postavitve prikazovalnih tabel Vi vozite ali pa postavitev novih defibrilatorjev. Po drugi strani smo v prvem in v drugem ciklu imeli kar nekaj predlogov za spremembe prometnih ureditev, pri čemer predvidevamo, da bomo v tretjem ciklu nekoliko bolj previdni. V nasprotju s prvim ciklom participativnega proračuna med projekti drugega cikla ni niti ene grbine za umirjanje prometa. Še tiste, ki so bile predlagane, namreč niso bile izglasovane, kar je prav. O prometni ureditvi naj odloča tudi stroka. Že sicer Rosovnik meni, da je medvoški model participativnega proračuna že postal primer dobre prakse, tako glede števila predlaganih predlogov kot udeležbe na glasovanju, čeprav bi bila lahko ta tudi večja. Res pa je, da so projekti med občinami zelo podobni. Mogoče v nekaterih občinah še celo bolj komunalno usmerjeni kot pri nas, tako da v tem primeru smo pri nas zadovoljni, da se usmerjamo vseeno bolj v ljudi, kot pa v infrastrukturo. To nedeljo se zaključuje še en projekt. V okviru participativnega proračuna Sodeluj in glasuj so na Domu krajanov v Hrašah letos namestili avtomatski eksterni defibrilator ali na kratko AED. To nedeljo dopoldne pa vabijo na predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo aparata. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Ljubljana in občina Medvode pa vabita, da se pridružite ekipi prve pomoči občine in Rdečega križa Medvode, ki deluje na območju Medvod. Za prijavo imate čas do konca letošnjega leta. Vajeni smo že, da nas v mesecu oktobru naši gasilci povabijo na dneve odprtih vrat v sklopu meseca požarne varnosti. V Smledniku pa je bil letošnji dan odprtih vrat še prav poseben. Člani prostovoljnega gasilskega društva Smlednik so nas namreč povabili na ta novo parcelo, zemljišče ob osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku, kjer bo, takšna je namreč njihova želja in zastavljeni cilj, nekoč stal novi gasilski dom. Prvi potrebni korak v tej smeri, torej nakup tega zemljišča, je bil storjen prav v teh dneh. Prostovoljno gasilsko društvo Smlednik je v namen predstavitve omenjenega novega zemljišča za novi gasilski dom preteklo soboto pripravilo nadvse pester popoldanski program, s katerim so želeli privabiti kar največ sokrajanov na novo parcelo. Razkazali so svojo opremo in vozila, gasilske spretnosti in znanja, veterani so se predstavili z gasilsko vajo, pridružila pa so se jim še lokalna turistična društva s ponudbo hrane, z aktivnostmi preventive, prve pomoči in zaščite pa so bili prisotni policija, zdravstveni dom Medvode in Zavod za gozdove. Glavni namen je danes, da pokažemo ljudem našo bodočo novo parcelo, da se vidi, kam se bodo gasilci v bodoče preselili na neko večjo, primernejšo lokacijo in tudi zbiranje sredstev, ker kot je že večini znano, nekaj sredstev nam bo še zmanjkalo in se je začelo intenzivno zbiranje še preostanka denarja. Gasilsko društvo Smlednik je bilo ustanovljeno leta 1921, z gradnjo gasilskega doma na Ovinku pod Kalvarijo pa so začeli še istega leta. Po pripovedovanju je bil zgrajen v pičlih 3 tednih. Večjo obnovo je doživel še v letu 2001, a za današnje potrebe je že dolgo neprimeren, premajhen, z lokacijo na nepreglednem in zelo prometnem ovinku, pa predstavlja tudi nevarnost za vse udeležence prometa ob izvozih. Vsi vemo, da je gasilni dom na obstoječi lokaciji utesnen, razširitve praktično ni mogoče. S samim načinom dela vedno več opreme, ker jo nimamo več kam pospraviti, tudi za same vaje in izobraževanja mladih ni več prostora, zato smo se začeli ozirati po vasi pa iskati novo primernejšo lokacijo in trenutno je bila to najprimernejša lokacija. No in z lastniki smo po pogajanjih prišli do zaključka in smo se odločili za nakup. In so jo našli ob osnovni šoli v Smledniku ob nogometnem igrišču. Gre za 2 zemljišči v skupni izmeri 9500 kvadratnih metrov.
Parcelo smo iskali najprimernejšo za same izvoze, da se tudi gasilci, ki prihajajo na intervencijo in ki že s kamioni odhajajo na intervencijo, lažje srečujejo, da se ne oviramo, da je na čim bolj ravnem terenu in da imamo okrog in okrog še dovolj prostora. Iskali smo razne lokacije po vas in ker vemo, da Smlednik že nekako meji pod Starim gradom na neko rahlo hribovito področje, je to bilo najprimernejša lokacija. Pogodbo o nakupu so podpisali, prvi obrok tudi že odplačali. Društvo je namreč že leta hranilo sredstva prav za namen morebitne večje investicije. Za drugi obrok, ki znaša približno polovico kupnine, pa so se tokrat oni obrnili po pomoč k sokrajanom, da jim pomagajo pri odplačilu še preostalega zneska kupnine. Bodoče bomo morali najprej parcelo malce dvigniti zaradi poplavnega področja, potem pa v nadaljevanju projektiranja in gradnja gasilnega doma, ki pa bo nekje v daljši prihodnosti. Do takrat pa bo svojemu namenu moral služiti še naprej obstoječi gasilski dom v kombinaciji z dodatnimi prostori, razkropljenimi po okoliških vaseh, kjer hranijo društveno opremo. PGD Smlednik danes razpolaga s 4 gasilskimi vozili, to so AC 2470, GVC 1615, GVGP, manjše vozilo za gozdne požare in kombi za prevoz moštva. Trenutno smo na sami lokaciji gasilnega doma in še na 3 lokacijah, praktično v najemu. Ena je v Mošah v krajevnem domu, ena je v Lazarinjevih garažah in druga tukaj pri osnovni šoli, kjer so pospravljene predvsem oprema za vaje za tekmovanja. Zdaj nekako po viziji razvoja Gasilske zveze Medvode gradnja gasilnega doma nekako dobrih 660 kvadratnih metrov, to pa je za dobri 2/3 večje, s čimer razpolagamo danes, ker bo pa tudi dovolj prostora za enkrat, nekako pa je ideja gradnja nekako v smislu enostavne povečave, nekako nek modul, da bi se lahko povečevalo. V društvu je danes 90 članov, od tega tretjino predstavljajo operativni gasilci. V letošnjem letu so imeli največ intervencij vezanih na poplavljanje meteornih voda, zadnji večji požar pa so gasili nedavno, 12. septembra, ko je zagorelo v lesenem gostinskem objektu golf igrišča v Smledniku. Zahvaljujoč njihovemu hitremu odzivu in sodelovanju društev iz celotne Gasilske zveze Medvode pa so ogenj hitro zaustavili. Omenimo še najbolj svež dosežek društva na gasilskih tekmovanjih. Preteklo nedeljo je njihova skupina veteranov, v kateri bo mimogrede najstarejši član Milan Kosec letos dopolnil 90 let, na regijskem tekmovanju v Tacnu zmagala in se bo tako pomerila na državnem tekmovanju prihodnje leto. Vkolikor bi želeli tudi vi podpreti prizadevanja smleških gasilcev in jim pomagati pri nakupu novega zemljišča, lahko to storite z nakazilom preko UPE naloga. Podatki za nakazilo so izpisani na ekranu. Gasilska zveza Medvode in prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče za vrh sta ta petek organizirala gasilsko vajo Požar na kmetiji, ki je potekala na naslovu Vikrče 22B. Vaja je bila organizirana ob obeležitvi 100-letnice podobne vaje na istem prizorišču. Na vaji so sodelovala gasilska društva Gasilske zveze Medvode in nekatera sosednja društva. Tokratna vaja je bila sicer osrednja vaja Gasilske zveze Medvode v mesecu požarne varnosti. Odločili smo se, da jo naredimo tukaj v Pirničah ob 100-letnici podobne vaje in pa nekako je malo drugačna, se pravi delali smo verige, čeprav letošnja tema meseca požarne varnosti je bodimo pripravljeni, bodimo varni. Predvsem gre tukaj, da smo varni doma v svojem domačem okolju in pa tudi v javnih objektih, šolah, vrtcih in pa domovih za ostarele. To je pa tista tema, ker je zelo široka, je pa tudi, ki se povezuje z njo, je pa se pravi požari na sončnih elektrarnah, požari na napravah, ki imajo akumulatorje elektrike in glede na to, da smo imeli to že vse v Medvodah v ne tako daljni preteklosti, smo se pač odločili, da ker je tema široka, naredimo to vajo na ta način, kot je bila danes. Ob 16:30 je zagorelo hlev in gospodarsko poslopje na naslovu Vikrče 22B. Vaja na istem prizorišču, kot so jo domači gasilci organizirali pred 100 leti. En naš član je najdel, se pravi v Slovencu, to je star časopis iz 1924, je bil zapis, da je bilo 1924 leta vaja na tole domačijo.
Pač odločili smo se, ker je bila tudi 100 let našega društva obstoja 2 leti nazaj, da pač to vajo izvedemo, sicer malo bolj na moderen način. Pač takrat so po požaru ni bilo tukaj vode, so prav tako delali verigo iz reke Save. To smo tudi mi danes naredili s tem, da zato, ker je pač malo več gasilcev, malo več gasilskih društv, smo naredili 2 verige. Eno se pravi podrte brvi, tam, ker pač bil tisti most, ni bilo več. Ta veriga je bila dolga približno 900 metrov, 4 motorke v verigi, ta druga pa malo višji, pa z druge strani, da smo gasili. Zamislili smo si pač, da je tudi tukaj noter so bili otroci, kateri so požar povzročali. S tem, da smo jih tudi v bistvu potem so bili poškodovani, smo jih ustrezno oskrbeli, tako da je to to. Jaz mislim, da je bila danes lepa vaja, veliko število gasilcev se je odzvalo, naredili smo tudi kakšno napako, tako kot je vsakič, jo bomo drugič probali popraviti, tako da nismo profesionalci, smo pa srcem gasilci. V istem časopisu piše tudi, da je na vaji sodelovalo 10 gasilskih društev in tudi tokrat so na njej sodelovala vsa gasilska društva Gasilske zveze Medvode in 3 iz sosednje občine, PGD Tacen, PGD Medno in PGD Stanežiče Dvor. Skupaj več kot 90 gasilcev. Ja, vaje so zato, da se učimo. Danes smo naredili kar tako kompleksno vajo z vidika tega, da sta bili postavljeni 2 sprejemni mesti, ne eno, postavili smo 3 sektorje, se pravi sama komunikacija samih sprejemnih mest s štabom vaje, samih vodij sektorjev štabov vaje je bila kar zahtevna in ja, mislim, da je uspelo. Sigurno je pa to dobra šola, če se v prihodnosti res kakšna taka intervencija naredi. Na tokratni vaji se je dobro obnesla tudi prva motorna brizgalna domačega društva iz leta 1932, ki je, težko verjeti, ampak leta 1938 prav na tej lokaciji gasila tudi pravi požar. Ja, takrat je že delovala in so tam iz bazena najprej vodo potegnili, potem so pa še sosednja društva Šentvit, Medno, Stanežiče, Tacen, so prišli pa iz Save vodo potegnili in so potem špricali in gasili. In danes se je dobro obnesla? Ja, danes se je dobro obnesla, ker mi tudi s to črpalko hodimo na tekmovanja starih brizgaln in jo imamo usposobljeno, tako da obnovili smo jo pred 10 leti, voz in brizgalno, tako da imamo kar delano. Torej, če povzamemo, leta 1924 se je na tej domačiji odvila velika vaja, leta 1938 pa pravi požar. Ta del pol štale je bil lesen, pol je bil pa velban pa zidana. In tiste lesen del je takrat pa čist pogorel, pa so pa ta del pa zidan ga naredili. Da so takrat prišli iz vseh okoliških gasilskih društev, kako je takrat potekalo, mogoče v primerjavi z današnjo vajo? Dosti podoben, kot zdaj, ki je bilo toliko društva. Skoraj vsi društva so prišli, koliko je zdaj ta vaja. Tako nekako, ko so meni povedali. Koliko od vaših iz družine je mogoče pri gasilcih sedaj? Ja, 2 brata, v bistvu, pa Jernej je po Trbojah, tako da. Pa otroci vsi, v bistvu. Vsi smo pri gasilcih, v bistvu. Med vozili, ki so sodelovali na tokratni vaji, sta bili tudi obe novi vozili domačega društva, ki jo bodo savestno prevzeli prav ta konec tedna. Lansko leto smo dobili novo vozilo GV1, letos smo pač sami nabavili vozilo GVM, se pravi za prevoz moštva, staro je bilo skoraj 27 let in pa takrat za poplave smo dobili pač novo motorko iz tistega sklada, tako da bomo naslednji vikend prevzamemo 3 stvari, tako da bo tudi pestro. 3 stvari prevzamete in danes so že delovale oziroma so služile svojemu namenu? Vse so bile v funkciji, vse so se odlično odrezali, naši člani jih tudi odlično uporabljajo. Malo bomo mogli še povabiti, da jih bomo vrnili posvojili, to je pa to. V knjižnici Medvode so lahko obiskovalci v začetku oktobra ponovno prisluhnili potopisnem predavanju Janeza Mihovca, tokrat o majhni državi v Južni Ameriki, ki je pravi dragulj naravne in kulturne raznolikosti Ekvadorju. Glede na to, da je Ekvador dežela 4 svetov, je na predavanju bilo govora tako o ledenih vrhovih Andov, tropskih gozdovih, dihjemajoči obali in edinstvenem otočju Galapagos, torej o flori in favni, čarih tradicionalne kulture, barvitih tržnicah in skritih zakladih Ekvadorja. Kot je bilo že zapisano v vabilu na potopisno predavanje v Ekvadorju, je predavatelj Janez Mihovec mož, ki nikoli ne počiva.
Je gornik, turni smučar, raftar, ljubiteljski fotograf, pisec potopisov in vodnikov. To ni bilo njegovo prvo potopisno predavanje in glede na veliko število poslušalcev, ki se je zbrala v knjižnici Medvode prejšnjo sredo, definitivno ne zadnje. Teh predavanj je bilo resnično kar nekaj, po mojem, da kakšnih 30 predavanj raznih vrst. Pravzaprav nimam kakšne, ki bi ga lahko označil kot najlepšega. Vsak je po svoje zanimiv in kaže pravzaprav, kako je svet dolg, širok in zanimiv. Vsekakor krasna stvar. V Ekvadorju je v skupini tudi svojih prijateljev preživel 3 tedne. Zakaj pa ravno Ekvador? Ekvador je čudovita dežela v Južni Ameriki. Zakaj Ekvador se skriva v otočju 1500 km stran od ekvadorske obale? To je otočje Galapagos s svojo čudovito fauno in floro. Čudovita stvar in otoki in pa sama kontinentalna država. V članku je takole strnil svoje mnenje. Ekvador je danes nekakšna mešanica tradicionalnega sveta na eni strani in globalizacijskega sveta, kateremu danes ni več mogoče uiti. Je lepota sveta v eni deželi, pa tudi težav sveta, ki se zrcalijo v njem. Ima vse, kar imajo veliki. Gore pokrite z ledeniki, gorovja, tropska nižavja in otočje polno nenavadnih rastlinskih živalskih vrst. Svet, ki vzame sapo. Konec citata. Kot je raznolika ta država, so bili raznoliki tudi 3 tedni, ki jih je Janez Mihovec preživel v tej državi. Polni raznovrstnih izkušenj, presenečenj, spominov, novih poznanstev in tudi pozitivnih anekdot. Občina Medvode preko kluba Jedro organizira španski tečaj. Ta španski tečaj sem obiskoval kar vrsto let in čisto slučajno je bilo moje znanje tako zadovoljivo, da smo nekoč, ko smo bili na obisku neke turistične lokacije, je bila tam slučajno lokalna televizija in sem mimogrede naredil intervju. Tokrat ne z medvoško televizijo, ampak kar z ekvadorsko nacionalno televizijo. Bil sem vesel ko radio. V intervjuju je snemalni ekipi nacionalne televizije povedal, da mu je Ekvador neverjetno všeč, saj se mu zdi, kot da bi ljudje živeli v botaničnem vrtu, da je astronomski observatorij na samem ekvatorju nekaj posebnega, da mu je še posebej všeč zraven ležeči vrt agav, ki pri nas zaradi podnebja sploh ne rastejo. Nato je pohvalil še številne druge stvari s takim navdušenjem in entuziazmom, da so bili izbrani domačini in televizijska ekipa na koncu polni veselja in ponosa. Ves intervju opravi v španščini, seveda. Torej ste še lahko preizkusili svoje znanje španščine? Tudi res, neko srednješolsko znanje imam, tako da se vse posod znanjem in lep jezik, tako da tudi zaradi tega je bil Ekvador prava izbira. Ni pa v Ekvadorju vse tako zelo lepo. Tako predavatelj pravi, da običajni ljudje od jutra do večera garajo za mali denar. Brezposelnost je vse prisotna, številni ljudje se preživljajo z beračenjem po ulicah in ulično prodajo stvari, ki jih človek niti ne potrebuje. Za povrh je veliko škode povzročila epidemija covida, ki je uničila turistično industrijo in izvozno usmerjeno gospodarstvo. Prav tako pa ne pomaga dejstvo, da se je zaradi trgovcev s kokainom drastično povečal kriminal v državi. V državi je prisoten tudi rasizem, na kar nakazuje že to, da v izvršilni, zakonodajni in sodni oblasti, v pripravljajočem se parlamentu, podjetjih in medijih sede samo belci. Glede na to bi bilo iluzorno misliti, da je bilo potovanje polno le dobrih, pozitivnih izkušenj in občutkov. Da ni bilo vse lepo in prav, predavatelj zapiše tudi v svojem članku, kjer piše o tem potovanju. Še preden smo sploh šli, je šlo vse narobe. S potovanjem se je zgodila v začetku letošnjega leta in približno 2 tedna pred našim odhodom v Ekvador je iz njihovega najbolj varovanega zapora potegnil lokalni narkobalon po imenu Fito in so v celotni državi imeli 2 meseca obsedeno stanje, tako da je bilo vse posod vojske in policije čez glavo dovolj, ampak zapotovati po deželi se je dalo, le tujcev je bilo le za posamezen vzorec. Predavatelj je na zadnje vprašanje, katero potovanje je sedaj naslednje, odgovoril, da je idej pravzaprav cela vrsta, ampak ni še končne odločitve. Torej bomo to izvedeli na naslednjem predavanju.
Prejšnji četrtek so v rojstni hiši Jakoba Aljaža odprli razstavo slik 5 likovnih ustvarjalk z naslovom Dumija Petakel. Z zanimivim konceptom skupinskega slikanja posegajo v nova področja ljubiteljske umetnosti. Njihov dolgoletni mentor je bil akademski slikar Medvoščan Peter Gaber, ki jih je v okviru Kuda Zbilje, organizatorja razstave, tudi usmerjal. Poleg razstave so poskrbeli tudi za glasbeni program, nastopili sta Dušica in Mojca Zupančič in mešani pevski zbor Kuda Jakob Aljaž Medvode. V rojstni hiši Jakoba Aljaža je vse od 10. pa do 31. oktobra na voljo ogled razstave del skupine 5 slikark, ki so z zanimivim konceptom posegale v nova področja ljubiteljske umetnosti. Za vsakim slikarskim delom pa stoji veliko skic, risb, sestankov in pogovorov, so pa slikarke tudi drugače med seboj zelo povezane. Kako je bilo tole ustvarjati takele slike, glede na to, da ne vem, imaš mogoče vizijo najprej kaj bi ti, pa nekdo drugače nekaj nariše, kako je to sklanjevanje? No? V bistvu nekdo pride z eno idejo, potem se malo pogovorimo o tej ideji, potem ima nekdo nekaj drugega, začneš nekaj recimo risati, potem nekdo drug nekaj doda zraven, recimo zdaj, ko sva dve, je to malo lažje, ker se to dosti dobro poznava in v bistvu že veva, kaj katera misel. Drugače pa pač tako, ja. Ja, zelo smo povezani, drugače pa na začetku je bilo res ogromno sestankov, skic, risb, tako da smo prvo sliko, ki je ta mesto, vsi tam boste videli tudi knjižnico Medvoško gor, smo v bistvu prav skolažirali, strigali, sestavili, rekli, tako bomo narisali in smo risali dejansko 5 ljudi na eni sliki, tudi zelo jutraj dol smo viseli pa slikali. Kako pa je njihovo ustvarjanje videl njihov dolgoletni mentor Peter Gaber? Težje je sigurno se prilagajati, zaradi tega, ker dosti težko je že viziji v glavu slediti, kaj se še z drugimi nekaj zmeniti, ampak drugi prinesejo nekaj novega in rešitve, ki si jih ti ne bi spomnil, nekdo drug recimo reši zate. In če si kakor toliko odprt, v bistvu pustiš, da taka stvar, ne vem, da se sodeluje in da se sestavi in je potem v bistvu lažje delati. Je pa tudi drugačen pristop. Že naštartaš s tem, da bo po tvoje in potem je ful lažje. Od kje pa ideja? Ideja je nastala tako 12 let nazaj ali pa nekaj tasga, ker smo v naši skupini pač smo ustvarjali in je Jasna naredila eno manjšo sliko, ni vedela, kako bi nadaljevala in je padla ideja, kaj če bi malo pomagali. In smo pač skupaj šli in smo začeli majhen, vsak je dal neko idejo, je dala idejo tako in je bilo tako ful zabaven, stvar je bila boljša, pa smo pa kar nadaljevali, pa smo pa začeli večje slike delati, se prijavljati na JSKD na tečaje in pol je v bistvu tako naslednjih 12 let bilo tako, da smo sodelovali. Slikanje na platno ima številne koristi za posameznika, saj skozi ustvarjanje slikar izraža čustva, zmanjšuje stres, izboljšuje koncentracijo in potrpežljivost, krepi samozavest in s tem skrbi za dobro počutje. Smisel njihovih slikarskih srečanj so bile pravzaprav individualne slike. Te skupinske, ki so na voljo na razstavi, pa so bile le nadgradnja njihovega 12-letnega ustvarjanja, pravi Peter Gaber. Enkrat tedensko, ponovadi v sredah zvečer, po 3 ure in se je slikalo. Pa ni bilo samo skupinske. Skupinske so bile v bistvu neka nadgradnja sezone, vmes je vsaka delala individualno, ali so bile kakšni skupinski, tako da smo imeli neko idejo, neko snov, po kateri smo delali, ali pa pač tako naročilo ali pa nekaj zase. Potem je bila pa to neka vsakoletna nadgradnja, da smo naredili še skupinsko eno ali več. Slike so, kot rečeno, delo 5 slikark. Dušice Zupančič, Milene Žavbi, Jasne Vitez, Tamare Špituauer Škorič in Klavdije Špenko, ki skupaj iz začetnic njihovih imenov sestavljajo zanimivo ime razstave Dumija Petakel. Dumija Petakel. V bistvu so to izpeljanke z naših imen, to boste videli tudi na prospektu, tam se vidi, tako je ta psevdonim nastal in ostal. V Medvodah v taki obliki skupinskega slikanja pa razstave še ni bilo. Jaz moram povedati, da nisem več uradni mentor zdaj zadnje leto pa pol nekaj tasga in vmes se je že marsikaj zgodilo, ampak take razstave, da bi bile vse te stvari skupaj, pa da bi tudi dobro izgledali, sigurno še ni bilo. Razstavo pa je z nagovorom Petra Gabra odprl predsednik Kuda Jarem, Roman Veras, temu pa je sledil še glasbeni program Dušice Zupančič ob spremljavi hčere, diplomirane pianistke Mojce Zupančič.
Nato je 2 pesmi zapel še mešani pevski zbor Kuda Jakoba Aljaža, ki k sebi vabijo nove pevce in zborovodjo oziroma zborovodkinjo. Pri organizaciji razstave so sodelovali tudi člani Kuda Jarem, katerim je izredno pomembno sodelovanje s sosednjimi društvi na vseh področjih. Ena od osnovnih ciljev Kuda Jarem je povezovanje, poleg umetniškega udejstvovanja, povezovanje s sosednjimi društvi na vseh področjih. No in to je eno področje, likovno, kjer smo začeli sodelovati pravzaprav čisto od začetka, pred 10-12 leti. In to druženje se še zdaj nadaljuje in je to v bistvu ta razstava, ki je posebej zanimiva zaradi načina slikanja, je pa zaenkrat višek tega sodelovanja. V istem dnevu, ob isti uri, pa je prav tako gledališka sekcija Kuda Jarem priredila pogovor s Petrom Svetino v Baru kulture. Zakaj sta se dogodka pokrivala, nam je za našo televizijo zaupal Veras. Mi smo tole planirali, tudi oni so imeli drug plan, ampak zgleda, da so dobili nažalost samo ta termin, mi smo pa tudi tega že imeli sklenjenega in vse urejen, tako da pač sta 2 dogodka na isti termin, nažalost. Od 4. oktobra dalje je v razstavnem prostoru v kleti rojstne hiše Jakoba Aljaža na ogled tudi razstava Dober ulov umetnice Doroteje Erhatič. Prostorska postavitev izhaja iz naplavin nabranega lesa ob nabrežju Save in Sore. Voda je najmočnejša ustvarjalna sila, oblikuje kamen, pokrajine in je neskončen potencial življenja. Les, ki ga nosi voda in ga spotoma obdela, se ob zmanjšanju pretoka ujame na obrežju. Take najdbe je umetnica dodatno obdelala z diametralno nasprotno destruktivno silo, ognjem. Doroteja Erhatič se v svoji umetniški praksi ukvarja z vsakdanjimi objekti, s pregledanimi materiali, odpadki, v katerih vidi potencial, da s premišljeno gesto, posredovanjem migrirajo iz pozicije ničvrednega do statusa razstavljenega. Ta koncept je bil tudi v tej razstavi v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Jaz sem se tukaj znašla mogoče tudi zaradi tega, ker v svoji umetniški praksi dostikrat delam z materiali, ki so ponavadi spregledani. Se pravi, ali so to v bistvu neki zavrženi materiali, kot so neki odpadki, smeti. Delala sem v bistvu veliko z kartonom, z plastiko, z nekimi materiali, ki so popolnoma spregledani, ki jih pa tudi najdemo na vsakem koraku, ampak jih v bistvu nikoli ne dojemamo kot nekaj, kar bi lahko uporabili v neki sodobni umetnosti. Zato sem se v bistvu tukaj znašla, ker se mi zdijo, da imajo te materiali in veliko potenciala in jih lahko tudi uporabimo in prestavimo iz položaja neke nižje vrednosti, se pravi neke zavržene, spregledane pozicije do višje vrednosti, se pravi v položaj razstavljenega oziroma umetnosti. Njeno delo navdihuje efemerno in začasno. Izkušnje, ki jih prinaša s seboj, integrira z materiali, ki jih najde v tistem okolju in išče nov občutek zakoreninjenosti, prilagodljivosti spremembam ter oprijemljivo, fizično in čustveno povezanost, ki je pomemben del njene umetniške produkcije. Se pravi, tukaj gre za naplavine iz reke Sore in Save. Sama ideja je v bistvu se že porodila lani, ko so bile te velike poplave. In s to idejo sem se potem jaz naprej poigravala. Zdaj, voda kot nek element je en izmed najbolj produktivnih in ustvarjalnih sil, ki jih poznamo. Tudi človek se v bistvu ne more s tem primerjati. Voda oblikuje pokrajine, oblikuje kamne in dela vse, kar poznamo, vso okolje. In potem, ko sem zbrala te različne kose, sem potem mogla tudi razmišljati, kako zdaj to v ta dokaj mehen prostor postaviti. Zdaj, kot drug element, ki sem ga pa tukaj uporabila, je pa seveda ogenj, ki je diametralno nasproten, ampak je spet v bistvu je destruktivna sila, je pa tudi produktivna po drugi strani. Pri obdelavi pa gre v bistvu za karbonizacijo lesa, s katero v bistvu les sam dobi drugačno barvo, ampak tudi drugačno kvaliteto.
Obisk razstave je možen kadarkoli, saj je prostor ves čas odprt. Majhen intimen prostor se nahaja v rojstni hiši Jakoba Aljaža, v kleti ob poti na Šmarno goro. Pohodniki in obiskovalci si z ogledom razstave lahko vzamejo čas za oddih in kontemplacijo ob umetniškem delu. Nadaljujemo športno. Naš naslednji sogovornik je med drugim v svoji starostni kategoriji aktualni dvakratni državni prvak, dvakratni svetovni prvak z vintage opremo, svetovni podprvak na velodromu in še kakšna titula bi se našla. In ja, je še vedno tudi aktualni slovenski amaterski kolesar leta, že četrtič. Črto pod sezono smo potegnili s kolesarjem Andrejem Žavbijem. 64-letnim Andrejem Žavbijem smo se dobili ta ponedeljek tik po vikendu, ki ga je le delno zaključil tako, kot je načrtoval. Prišel sem sredi tedna iz svetovnega prvenstva v Franciji na velodromu in pač sem se hotel še ene dirke v Italiji udeležiti, ker letos jih ni bilo tako zelo veliko in smo fajn dirkali, na koncu 4. mesto, lahko bi bilo boljše, lahko tudi slabše, tako da je bilo v redu. Danes niste prišli s kolesom sem? Ja, danes sem kar z avtom, včeraj sem bil precej na kolesu, pa vmes v bistvu proti koncu bil tudi en tak mal težek padec, tako da mogoče kakšen dan bo bicikel mal počival. Povod za tokratni pogovor pa sta bili sicer 2 medalji na nedavnem svetovnem Masters prvenstvu na velodromu v Franciji. Srebro na dirki v zasledovanju, kjer se je v finalu pomeril s kasnejšim svetovnim prvakom in rekorderjem Mikeom Twelvesom in dan kasneje še bronasta medalja v dirki na točke. Z nekaj grenkobe pravi, da bi lahko šlo še bolje. Ja, sicer letos je tako podprvak, niti nisem računal na to, ampak mi je velik izziv za drugo leto, ker je na istem velodromu to svetovno prvenstvo in nekako si želim eno prvo mesto dobiti. Prihodnje leto bo nekaj lažje, saj prehaja kot najmlajši v višjo starostno kategorijo. Letos cilji niso bili zelo visoki, sem zadnjo leto v kategoriji starostni in to ponavadi nekateri tekmovalci kar spustijo oziroma se niti ne poteguje več na prvo mesto. Jaz sem vseeno poskusil letos se dobro pripraviti. Sem se kar dobro pripravil, mi je dobro šlo, na začetku je bilo kar veliko zmag, tako da pol v bistvu sem imel sredi sezone malo kar veliko težavo z zdravjem, tako da tista huda pljučnica mi je kar pustila posledice, v bistvu še dobro, da sem se tako nekako zmazal. Ne samo to, uspel se je dobro pripraviti tudi na svetovno prvenstvo na cesti na Danskem. Odlično odpeljal polovico dirke, potem pa defekt. Pri amaterjih oziroma veteranih pomeni konc dirke, ker ni rezerve. Čeprav mi je bilo idealno vse in proga in konkurence, ni bilo več sprinterske, tako da verjetno bi bilo zelo dobra uvrstitev. Pa tako naprej, še enkrat pol smola, v bistvu že prej tudi v Johanu, ki je bilo svetovno prvenstvo cesti, druga ta organizacija, spet defekt. Ostalo je pa bilo v redu. Vse te tekme potekajo pod okriljem in po pravilih Mednarodne kolesarske zveze UCI z res dobro konkurenco, tudi takimi, ki so osvajali najboljša mesta na Tour de France in Giro d'Italia. Enodnevnih dirkah udeleženci olimpijskih iger so vmes. Če kdo reče, se gre za veteranske zadeve, se gre za, za ljubiteljsko, recimo, amatersko kolesarjenje, pa vendarle, kaj pomeni ta rang tekmovanja? Zelo pomembno, zelo kvalitetno tekmovanje, sploh to, recimo, če greva pisto, tam pridejo bivši tekmovalci z piste, z ceste, profesionalci. Recimo tle pri moji kategoriji je bil 2-krat za mano bivši ameriški rekorder na 1 uro, ki je držal rekord v bistvu skoraj 20 let ameriški, bil je profesionalc. Pridejo s trenerji, pridejo v bistvu z maksimalno opremo, drago opremo, so pripravljeni, trenirajo cel let na to. To so v glavnem kar tako neki trenerji, ki pa pol tudi so sami zelo taki vrhunski tekmovalci. In je resno tekmovanje, tako da ni tam, da bi bilo kar nekaj tako. Ko bo Pogačar ali pa Roglič prenehal s to elit konkurenco, bo prišel kam? Mogoče nekateri od njih pridejo v te Masters kategorije. Recimo letos na svetovnem prvenstvu na Danskem je bil Cipollini, en od legend kolesarskih, pa še
kar veliko drugih je bilo tudi. No. V svoji starostni kategoriji je Andrej Žavbi že vrsto let skoraj da nepremagljiv tudi na svetovnem prvenstvu z vintage opremo, ki se v drugi polovici avgusta tradicionalno že odvija v St. Johanu na Tirolskem pod okriljem Mednarodne kolesarske organizacije. Slovenska himna mu je zaigrala dvakrat, kot svetovnemu prvaku v cestni dirki in kot svetovnemu prvaku v vožnji na čas. Ja, to mi pa kar vedno rata. Mislim, da letos sem bil 8. in ni več toliko zelo izzivno, ampak nekako mi kar gre to. No, res, mi je všeč tudi tam je vzdušje, na tekmovanju je vzdušje zelo v redu, no, tako da mi je kar fajn. Gre za tekmovanje s starimi kovinskimi kolesi s pedali na jermenčke, kjer je uporaba karbona prepovedana. Torej tako, kot se je tekmovalo skoraj 40 let nazaj, takrat, ko je bil Žavbi med drugim tudi jugoslovanski državni prvak na cestni dirki in ko je manj kot sedaj štela oprema. Če potegnete črto pod letošnjo sezono, pa izpostavite eno izmed tekem, en naslov, kaj bi izpostavili to zadnje? Ja, sigurno, tako potem pač svetovno prvenstvo, drugače mi je pa tudi ena velika zmaga v Feldnu, kjer je bilo gravel UCI dirka, kjer sem zmagal, tam je bila pa tudi, ker je bil tudi drugi, je bil ta bivši svetovni prvak in velika konkurenca in meni kar taka ljuba zmaga. Za kategorijo 60 let in več je bila dirka dolga 98 km, premagati so morali dobrih 1000 višinskih metrov. Dirka je večinoma potekala po makadamu in delno po cesti, gozdnih poteh ter travnikih. Štela je tudi za kvalifikacije za svetovno prvenstvo v grevlu, torej makadamkanju, ki pa je potekalo istočasno s svetovnim prvenstvom na pisti. Prej ste rekli, pridejo s trenerji, pridejo polno opremljeni. Kdo potuje v vaši ekipi in kakšna je vaša ekipa? Ja, je pa bolj majhna, no. V bistvu sama žena greva, ne, v bistvu tam je treba pol res, ker tudi nekako potrebuješ malo pomoči, mi pomaga, kjer lahko, ne, drugo pa pač na meni, ne, tako da v bistvu uprema, vse ostalo si moram sam urediti, ker nekateri res jim drugi pomagajo, ne, ampak nekako gre, no, sem kar konkurenčen tudi tem. Tudi letos je, čeprav manj kot prejšnja leta, dirka v Italiji in tudi nekajkrat zmagal, podobno tudi doma. Je aktualni državni prvak v ciklokrosu in v vožnji na čas. In dokler ne bo razglašen novi, običajno je to konec novembra, je tudi aktualni nosilec naslova najboljši amaterski kolesar leta. Ko kaže za letos? Za letos pa še ne vem, ker mogoče, ne vem, pač izbira je taka, kakršna je. Sem bil že tudi najboljši, pa sem bil razočaran, čeprav nisem dobil tega naslova, ampak ne vem, bomo videli, pa smo se presenetili. Kolikokrat doslej ste bili najboljši v Sloveniji? 4-krat. Kolikokrat v Medvodah? To pa še čakamo. V Zbiljah je voznik trčil v srno, ki je s kraja nezgode pobegnila, policisti pa so zaradi zgolj manjše škode odstopili od ogleda. Medvoški policisti poročajo tudi, da so jih poklicali na prizorišče nesreče na relaciji Medvode-Jeprca, kjer prav tako ni bilo večjih poškodb vozil in so odstopili od ogleda. Obravnavali pa so še prometno nesrečo v Spodnjih Pirničah, ki se je zgodila zaradi izsiljevanja prednosti, v nesreči pa je bil udeležen tudi kolesar. Tokrat kaznivih dejanj niso obravnavali, so imeli pa kar veliko dela z ostalimi dogodki. V Sori so morali posredovati ob najdbi mrtvega najemnika, ki ga je našel lastnik hiše. Zdravnik pa je ugotovil, da je šlo za naravno smrt. Občanka je na policiji prijavila izgubo denarnice, predvideva, da nekje na območju Preske, vendar je po pregledu okolice niso našli. Poštene občane v primeru najdbe prosijo, da denarnico prinesete na policijsko postajo. Policiste so napotili tudi v Zbilje, kjer naj bi se v smeri Podreče slišali zvoki podobni strelom. Policisti v okolici niso slišali strelov, niti niso našli morebitnih tulcev. Poklicali so jih tudi zaradi pretepa med dvema gojencema vzgojnega zavoda, na Golem Brdu pa so iskali osebo s psihičnimi težavami, ki se je kasneje sama vrnila domov.
V poslovalnici Medvoške banke so prevzeli najden denar, ki ga je nekdo pozabil v reži bankomata, lastnika pa še iščejo. Poštena občanka pa je na policijo prinesla najden prstan, ki zdaj čaka na lastnika. V Zbiljah je občanka prijavila vlom v hišo, pri čemer naj bi bil storilec še v prostorih. Policisti so na kraju dogodkov ugotovili, da gre za lažno prijavo, zato so občanki izdali plačilni nalog. Na poti od Zavrha proti Šmarni gori pa so iskali starejšo žensko, ki je padla, se poškodovala in ni mogla vstati. V iskanju je pomagala tudi gorska reševalna služba, poškodovani pohodnici pa so nato nudili potrebno pomoč in je že v domači oskrbi. Več o delu medvoških policistov pa na njihovi Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. Ta konec tedna bo še nekaj dogodkov na temo meseca požarne varnosti. O njih bomo seveda poročali tudi v prihodnji informativni oddaji. Nasvidenje do takrat.